Spoštovani svečani zbor, dragi gostje, v imenu predsedstva Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji vas prisrčno pozdravljam na skupni luteransko-katoliški spominski slovesnosti o 500-letnici reformacije od konflikta do skupnosti združeni v upanju. Slovesnosti, s katerimi po Evropi obeležujemo 500-letnico reformacije, potekajo v znamenju nadaljnega zbliževanja med obema velikima cerkvanama, luteransko in katoliško. Prvič v zgodovini sploh je vrhovni poglavar katoliške cerkve, papež Frančišek, otvoril kakšno jubilejno obeleževanje reformacije. Letos, na praznik reformacije, je to storil v švedskem mestu Lund. Danes, tudi tu v Murski Soboti, v Malem Lundu, slovenski luterani in katoličani praznujemo veliko obljubo krščanske vere. Upamo, molimo in hrepenimo po edinosti, ki bo svet prepričala o tem, da vstali Kristus živi in je na delu med nami. Bogoslužje v Lundu je sledilo bogoslužnemu formularju, ki je odraz ter liturgijsko udejanjanje teoloških premislekov iz mednarodnega luteransko-katoliškega dokumenta od konflikta do skupnosti. Temu bogoslužnemu formularju bodo sledili tudi pri današnji spominski slovesnosti in ekumenskem bogoslužju. Pri današnji slovesnosti posebej pozdravljam vas, dragi gostje, predstavniki Rimokatoliške cerkve, ki so danes med nami. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof in metropolit. Dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof in predsednik sveta krščanskih cerkva. Dr. Peter Štumpf, murskosoboški škof. Dr. Joško Pirc, predstavnik koprske škofije. Njegova ekscelenca, nadškof Julius Janus, apostolski nuncij v Republiki Sloveniji. Med nami je predstavnik Binkošne cerkve, dr. Daniel Grabar. Prav tako predstavnika Srpske pravoslavne cerkve Milan Duduković, namestnik metropolita za Slovenijo, in Milan Jovanović. Predstavnika islamske verske skupnosti, imama Ibrahim Malanović in Zinaid Muhmatagić. V veliko veselje in zadovoljstvo nam je, da ste se naše spominske slovesnosti udeležili visoki predstavniki državne in lokalne skupnosti. Pozdravljam vas, gospod Borut Pahor, predsednik Republike Slovenije, in se vam ob tej priložnosti iskreno zahvaljujem, da je Vlada Republike Slovenije na vašo pobudo sprejela sklep, da se v Sloveniji leto 2017 razglasi za leto reformacije. Sami pa ste sprejeli predsedovanje častnemu odboru za pripravo obeležitve leta reformacije. Hvala vam. Pozdravljam vas, dr. Gregor Lesjak, direktor Urada Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti. Prav tako so med nami še gospod Jožef Horvat, predsednik odbora Državnega zbora za zunanjo politiko, gospod Marjan Maučec, sekretar Državnega sveta Republike Slovenije, gospod Silvester Gaberšek, predstavnik Ministrstva za kulturo, gospod Damir Ivančič, direktor Policijske uprave Murska Sobota, gospod župan mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek in župani pomurskih občin. Prisrčen pozdrav vsem ostalim gostom z področja politike in gospodarstva ter vsem vernicam in vernikom Rimsko-katoliške in Evangeličanske cerkve. Vsem želim blagoslova polno bogoslužje.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Naša pomoč je v imenu Gospodovem, ki je ustvaril nebo in zemljo. Milost Gospoda Jezusa Kristusa in ljubezen Božja in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. In s tvojim duhom. Drage sestre in bratje v Kristusu, dobrodošli pri ekumenskem bogoslužju, pri katerem se bomo skupaj spomnili 500. obletnice reformacije. Že več kot 50 let so luterani in katoličani na poti od konflikta do skupnosti. Z veseljem smo spoznali, da je tega, kar nas povezuje, veliko več kot tega, kar nas ločuje. Na tej poti sta se poglobila razumevanje drug za drugega in zaupanje drug v drugega. Zato je mogoče, da smo se danes zbrali tukaj. Prihajamo z različnimi mislimi in občutki, s hvaležnostjo in s tožbami, z veseljem in bolečino, z veseljem nad evangelijem in žalostjo zaradi razcepitve. Zbrali smo se, da se spomnimo v hvaležnosti in s priznanjem krivde, v skupnem pričevanju in skupnih dolžnostih. V dokumentu Od konflikta do skupnosti beremo, da je Cerkev Kristusovo telo, da je Kristus le eden in tako je tudi njegovo telo lahko le eno samo. Po krstu ljudje postanejo udje tega telesa. In ker so katoličani in luterani med seboj povezani kot udje Kristusovega telesa, za vse velja, kar pravi Pavel v prvem pismu Korinčanom, 12. poglavje, 26. vrstica. Če en ud trpi, trpijo za njim vsi udje. Če je en ud v časti, se z njim veselijo vsi. Kar se tiče enega uda telesa, se tiče vseh drugih. Če se torej evangeličanski kristjani spominjajo dogodkov, ki so privedli do posebnega lika njihovih cerkvenih skupnosti, tega ne bi radi storili brez svojih katoliških sokristjanov. Ko se skupno spominjajo začetka reformacije, resno jemljajo svoj krst. Molimo. Jezus Kristus, Gospod Cerkve, pošlji nam Svetega Duha, razsvetli naša srca in ozdravi naše spomine. O Sveti Duh, pomagaj nam, da se bomo veselili resnično krščanskih darov, ki jih je v Cerkev prinesla reformacija. Naj bomo pripravljeni, da bomo delali pokoro za zidove, ki so nas delili in so jih postavili naši predniki, in pripravi nas za skupno pričevanje in službo v svetu. Amen.
berilo iz dokumenta Od konflikta do skupnosti. Luterani so iz srca hvaležni za to, kar so jim odprli Luther in drugi reformatorji. Razumevanje evangelija in vere vanj, uvid skrivnost trojedinega Boga, ki se sam po milosti podarja ljudem in ki ga je mogoče sprejeti samo v polnem zaupanju v Božjo obljubo. Uvid v svobodo in gotovost, ki jo ustvarja evangelij. Uvid v ljubezen, ki prihaja iz vere in se po njej prebuja. In upanje v življenju in smrti. Upanje, ki ga prinaša vera, živo druženje z Božjo besedo, katekizmi in cerkvene pesmi, ki prevajajo vero v življenje, duhovništvo vseh krščenih vernikov in njihovo poklicanost skupnemu poslanstvu cerkve. Luterani se tudi zavedajo, da tisto, za kar se zahvaljujejo Bogu, ni dar, ki si ga morajo lastiti le sami. Ta dar bi radi delili vsemi drugimi kristjani. Katoličani in luterani imajo toliko skupnega v veri, da morajo biti skupaj hvaležni. Opogubljeni sklepi drugega Vatikanskega koncila katoličani z veseljem priznavamo in cenimo resnično krščanske dobrine iz skupne dediščine, ki jih najdemo pri bratih, ki so ločeni od nas. Poceni in zdravilno je, da bogatstvo in delovanje duhovne moči prepoznavam življenje drugih, ki oznanjajo Kristusa, včasih celo tako, da darujejo življenje. Kajti Bog svoji deli vedno čudovit in občudovanja vreden. V tem duhu katoličani in luterani objemamo drug drugega kot sestre in bratje v Gospodu. Skupaj se veselimo resnično krščanskih darov, ki jih oboji sprejemamo ali ponovno odkrivamo na različne načine, s prenovo in reformacijskimi impulzi. Ti darovi so osnova za njihovo zahvalo. Ekumenska pot omogoča luteranom in katoličanom, da skupno razumevajo in presojajo spoznanje Martina Lutra in njegovega duhovnega izkustva evangelija o Božji pravičnosti, ki je hkrati Božja milost. Molimo. Hvala ti, o Bog, za mnoge teološke in duhovne uvide, ki so nam pokazali pot, ki so nam bili vsem dani z reformacijo. Zahvaljujemo se ti za dobre spremembe in reforme,
ki so vznikle iz reformacije same ali pa so se rodile iz soočanja z njenimi izzivi. Zahvaljujemo se ti za oznanjevanje evangelija, kar je še posebej negovala reformacija in je odtlej številnim ljudem dal moč, da živijo v veri v Jezusa Kristusa. Amen. Skupno spominjanje 2017. izraža veselje in hvaležnost. Luteranom in katoličanom pa mora tudi omogočiti, da bi občutili bolečino nad napakami in žalitvami, krivdo in grehe v osebah in dogodkih, katerih se spominjamo. V 16. stoletju so katoličani in luterani pogosto svoje nasprotnike ne le napačno razumeli, ampak so njihova mnenja pretirano prikazovali in jih karikirali, da bi jih smešili. Vedno znova so se pregrešili proti 8. zapovedi, ki prepoveduje po krivem pričati o bližnjem. Luterani in katoličani so se pogosto osredotočili na to, kar jih ločuje, namesto da bi uvideli, kaj jih združuje. Sprejeli so, da se je evangelij prepletel s političnimi in ekonomskimi interesi vladajočih. To, da jim je spodletelo in so bili neuspešni, je povzročilo smrt 100.000 ljudi. Družine so bili ločene, ljudi so zapirali in mučili, prišlo je do vojn, religija in vera sta se zlorabili. Ljudje so trpeli in verodostojnost evangelija je bila načeta s posledicami, ki jih čutimo še danes. Najgloblje obžalujemo zlo, ki so ga katoličani in luterani prizadejali drug drugemu. Molimo. O Bog usmiljenosti, pred teboj tožimo, da so imeli tudi dobre reforme in novosti pogosto nenamerne negativne posledice. Pred te prinašamo breme krivde iz preteklosti, ko naši predniki niso sledili tvoji volji, da bi bili vsi eno v resnici evangelija. Priznavamo, da smo ločitve iz preteklosti ohranjali v našem lastnem mišljenju in v dejanjih. Kot skupnost in kot posamezniki okoli nas gradimo številne zidove, duhovne, verske, fizične, politične zidove, ki vodijo v diskriminacijo in k nasilju. Gospod, odpusti nam.
Psalm 130, prošnja iz globine. Stopniška pesem. Iz globočine kličem k tebi, o Gospod. Gospod, usliši moj glas. Tvoja ušesa naj bodo pozorna na glas moje prošnje. Če boš pozoren na krivde, o Gospod, Gospod, kdo bo mogel obstati? Toda s teboj je odpuščanje, da bi te strahoma spoštovali. Upam v Gospoda, moja duša upa. Čakam na njegovo besedo, moja duša čaka na Gospoda, bolj kakor stražari na jutro. Stražari na jutro. Izrael, pričakuj Gospoda. Zakaj pri Gospodu je dobrota? Pri njem je obilje rešitve. On bo rešil Izraela vseh njegovih krivd. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bila v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Kristus je pot, resnica in življenje. On je naš mir, ki ruši zidove. On nam po svojem duhu vedno znova omogoča nov začetek. Po Kristusu spoznavamo odpuščanje in spravo. Po njemu smo okrepljeni za zvesto, skupno pričevanje v našem času. Amen. Mir Kristusov naj vlada v vaših srcih, kajti kot udje enega telesa smo poklicani k miru. Mir Gospodov naj bo vedno z vami in s tvojim duhom. Podajmo drug drugemu roko kot znak miru in znak sprave. Ker nadaljujemo našo pot od konflikta do skupnosti, poslušajmo evangelij po Janezu iz 15. poglavja od prve do 5. vrstice. Jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Evangelij našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Spoštovani visoki gostje, predstavniki Katoliške cerkve v Sloveniji, nadškof, škofje in duhovniki, spoštovani predstavniki drugih cerkva in verskih skupnosti, spoštovani gospod predsednik Republike Slovenije, spoštovani gospod župan Mestne občine Murska Sobota in vsi ostali prisotni gostje, drage sestre in bratje po veri v Jezusa Kristusa. Pridigi papeža Frančiška in generalnega sekretarja Svetovne luteranske zveze Martina Jungeja pri ekumenskem bogoslužju v okviru skupne luteransko-katoliške prireditve ob spominu na reformacijo v Lundu na Švedskem sta temeljili na Jezusovi priliki v resnični vinski trti iz Evangelija po Janezu iz 15. poglavja, katero besedilo smo ravnokar slišali. Besedo zgodovinsko včasih vse prehitro uporabimo, a za ekumensko bogoslužje, ki je potekalo 31. oktobra letos v Lundu na Švedskem, je vsekakor prava. Kdo bi si pred 100, pred 50, ja, celo pred 20 leti upal sanjati, da bosta leta 2016 Svetovna luteranska zveza in Katoliška cerkev skupaj gostiteljici ekumenskega bogoslužja ob obletnici reformacije. Kdo bi si lahko predstavljal, da bodo bogoslužje na dan reformacije skupaj vodili predsednik in generalni sekretar Svetovne luteranske zveze in papež. A na začetku 500-letnice reformacije se je to uresničilo. Luterani in katoličani smo se skupaj spomnili reformacije in njenih sadov, se zahvalili za dialog, ki je potekal 50 let in se zazrli v prihodnost. Podlaga za to je bil dokument skupne komisije za edinost od konflikta do skupnosti. Skupni luteransko-katoliški spomin na reformacijo v letu 2017, ki sta ga 17. junija 2013 na konferenci Sveta Svetovne luteranske zveze v Ženevi javnosti predstavila kardinal Kurt Koch, predsednik Papeškega sveta za edinost kristjanov, in Martin Junge, generalni sekretar Svetovne luteranske zveze. Ta dokument je osnova za skupno obhajanje obletnice reformacije. Na podlagi omenjenega dokumenta pa je v Lundu bila podpisana skupna izjava, ki vidi skupnost obeh cerkva kot dušno-pastirsko odgovornost in perspektivo za prihodnost. Tako papež Frančišek kot predsednik Svetovne luteranske zveze škof Junan sta poudarila, da si luterani in katoličani zaradi dialoga in skupnega pričevanja nismo več tujci. Ne smemo se sprijazniti z razdvojenostjo in odtujitvijo, ki se je med nas prikradla z ločitvijo. Hkrati pa vernike pozvala, da skupaj, skupnimi močmi pomagajo tistim, ki so na robu družbe. Intenziven in zaupanja poln luteransko-katoliški dialog je omogočil pot od konflikta do skupnosti. Posebej pomembno je
in veselimo se lahko, da danes, po skoraj 500 letih, na to pot skupaj stopamo tudi slovenski luterani in katoličani. S tem dejanjem se pridružujemo slavnostim, s katerimi se po Evropi in svetu obeležuje 500-letnica reformacije in katere bodo potekale v znamenju nadaljnega dialoga in zbliževanja med obema velikima krščanskima cerkvama. Zato tudi mi, sestre in bratje v Kristusu, z veseljem in hvaležnostjo lahko z upanjem zremo v prihodnost. Tudi nas, na Slovenskem, je razdeljenost v času reformacije in po njej oddaljila od prvotnega občutka, da smo kristjani Božje ljudstvo, ki si želi po naravi biti eno. Tudi mi se moramo iskreno ozreti na našo preteklost, priznati napake in prositi odpuščanja. Leto 2017 predstavlja zgodovinsko priložnost na poti k edinosti cerkva. S tem, ko bomo kristjani v spravljivi različnosti premostili bolečino delitev, bomo svetu, polnem konfliktov in vojn, skupaj lažje pričevali našo vero in ljudem vračali upanje. Naj v tem duhu pristopimo k temu zgodovinskemu trenutku, v katerem se mi, luterani in katoličani, zavezujemo, da bomo tudi našo slovensko preteklost, prežeto z marsikatero bolečino in konfliktom, pustili za seboj in bomo stopili na pot skupnosti. Ni dvoma, to je obetajoče, a tudi zahtevno popotovanje. Postavljeno je v čas velike razdrobljenosti, ki ga zaznamujejo mnogi globalni konflikti. Še vedno prevečkrat se ukvarjamo s tem, kdo smo in kdo so drugi, in to poudarja še večje razlike med nami. Toda kristjani imamo osvobojajočo milost krsta, ki je Božje darilo in nas povezuje in združuje sredi našega ranjenega sveta, kjer so naši spomini pogosto zaznamovani z bolečino. Jezus, kot smo slišali v Evangeliju, pravi: ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Brez mene ne morete storiti ničesar. Vsak med nami, sestre in bratje po Kristusu, je postavljen pred to izbiro, pred to odločitev, ki je temeljnega pomena v našem življenju. Podoba vinske trte je tudi znamenje upanja in zaupanja. Kristus sam se je utelesil in prišel na ta svet, da bi bil naš temelj. V vsakem pomanjkanju in suši je on naš izvir. Jezus ne reče: vi ste trta, ampak jaz sem trta, vi mladike. To pomeni, tako kot mladike pripadajo trte, tudi mi pripadamo njemu. In s tem, ko pripadamo njemu, pripadamo drug drugemu. Ta pripadnost drug drugemu
ni kakršenkoli idealen, namišljen, simboličen odnos, ampak je pripadnost Jezusu Kristusu v popolnoma življenjskem smislu. Če ostanemo na trti, bomo obrodili tudi sadove miru, pravičnosti in sprave, usmiljenja in solidarnosti, po kateri jočejo mnogi ljudje in ki jo prinaša edino Bog. Duhovna izkušnja reformatorjev Martina Lutra, Primoža Trubarja in mnogih drugih nas tudi danes opozarja in nas opominja na to, da brez milostljivega Boga ne moremo storiti ničesar. Jezus nastopa kot naš posrednik pri očetu. To je tisto, kar nam daje moč in kar nas spodbuja, da se pridružimo njemu. To je pričevanje, ki ga svet od nas danes potrebuje. Kot kristjani bomo verodostojne priče Božjega usmiljenja samo toliko, kolikor bodo odpuščanje, prenova in sprava med nami postali naša vsakodnevna izkušnja. S tem, ko branimo in služimo dostojanstvo vsakega človeka, vsakega posameznika, lahko skupaj oznanjamo in razodevamo Božjo ljubezen v današnjem času. Že stoletja, sestre in bratje v Kristusu, generacija za generacijo, beremo besedilo iz Evangelija, ki Jezusa predstavlja kot vinsko trto. Vendar, namesto da bi besedilo brali kot spodbudo za utrditev naše skupnosti, smo se vse pogosto osredotočali na mladike, ki so jih odstranili iz trte. Tako smo videli drug drugega kot mladike, ločene od vinske trte, ločene od Kristusa. Tako kot med nami vidimo Jezusa danes, smo začeli na novo prepoznavati in videti drug drugega. Kajti vse bolj se zavedamo, da je mnogo več tega, kar nas združuje, kot tega, kar nas ločuje. Smo mladike iste vinske trte. Smo eno v krstu. Zato smo se tudi danes zbrali pri skupnem bogoslužju, da bi ponovno odkrili, kdo smo v Kristusu in da svoje korake usmerimo v prihodnost skupnosti, v katero nas kliče Bog. Tako, da bomo mogli končno postati to, kar po Kristusu že smo. Mladike iste vinske trte. Amen. Spoštovani vsi navzoči, spoštovani gospod predsednik republike, spoštovani gospod apostolski nuncij v Republiki Sloveniji, drage sestre in bratje Slovenske evangeličanske cerkve, Augsburške veroizpovedi, spoštovana sobrata v škofovski službi, spoštovani duhovniki in sestre duhovnice Evangeličanske cerkve v Sloveniji, spoštovani gospoda predstavnika Srpske pravoslavne cerkve in predstavniki drugih krščanskih cerkva, spoštovana predstavnika Islamske verske skupnosti. Vse vas pozdravljam v imenu Katoliške cerkve in tu navzočih škofov, duhovnikov, redovnikov, redovnic in vernikov Katoliške cerkve. Pozdravljam vas in se vam zahvaljujem za vabilo, da skupaj začenjamo obhajati jubilejno leto ob 500-letnici reformacije,
ki jo je 31.10.1517 v Wittenbergu začel Martin Luther. To je dan, ki ga je naredil Gospod. Veselimo se in hvalimo Gospoda, da smo doživeli ta dan, na katerega smo čakali 500 let. Jubilejno leto, ki ga začenjamo, je priložnost, da bomo v tem letu nekoliko premerili razdaljo in nebeško stran in poskušali iskati odgovore na vprašanja, kaj nam naš Gospod Jezus Kristus, v katerem vsi živimo, se gibljemo in smo, sporoča po zgodovinskih dogodkih, ki so se zgodili v tem času. Eno je gotovo, tudi v tem obdobju se je ob vsem večkrat dramatičnem soočenju med svetlobo in temo, med grehom in krepostjo, uresničevalo delo odrešenja, tu in sedaj, med že in še ne, božje odrešitvene zgodovine. Ponekod so zadregi, kaj naj bi pravzaprav praznovali ob 500-letnici reformacije. V Sloveniji nimamo teh težav, saj smo našim slovenskim protestantom nadvse hvaležni za njihovo oznanjevanje evangelija in za veliko tiskanih knjig, posebej za katekizem, za abecednik in še posebej za celoten prevod Svetega pisma, ki je nam Slovencem omogočil vstop v polnost in bogatstvo Božje besede in smo se tako uvrstili med kulturne narode Evrope. Veseli smo, da 500-letnico reformacije prvič obhajamo ne v polemičnem, ampak v ekumenskem duhu, ko na vseh ravneh slišimo, in tudi danes smo že slišali, besedo papeža Janeza 23., ki je izgovoril na drugem Vatikanskem koncilu, ko je dejal, da moramo najprej naglašati tisto, kar nas povezuje, da bomo v ljubezni in resnici lahko reševali tudi tisto, kar nas še ločuje. To načelo je vodilo tudi člane Luteranske in Rimskokatoliške komisije, ki so za jubilej pripravili skupen priročnik z naslovom Od konflikta do skupnosti, ki smo ga letos v zbirki Cerkveni dokumenti izdali tudi v slovenskem prevodu. Ta drobna in izredno bogata knjižica, ki nas popelje skozi najvažnejša zgodovinska, teološka, kulturna in narodnostno-družbena vprašanja, ki so povezana z reformacijo. To je med drugim rečeno, da tega, kar se je zgodilo v preteklosti, ne moremo in ne smemo spremeniti. Navzočnost preteklosti v sedanjosti pa je mogoče razlagati tako, da zgodovino motrimo pod ekumenskim vidikom. Tudi teologi naj si v ekumenskem duhu prizadevajo, je rečeno v dokumentu, da poiščejo to, kar je v razhajanjih, da celo, kar je v nasprotjih skupnega in se trudijo za premagovanje razlik, ki še ločujejo cerkve. V luči prenove katoliške teologije je bilo na novo osvetljena tudi osebnost, vloga in pomen Martina Lutra. Iz njegovih spisov izhaja, da je bila njegova namera cerkev reformirati, ne pa cerkev razdeliti. To je potrdil tudi papež Benedikt XVI, ko je leta 2011 obiskal avguštinski samostan v Erfurtu, kjer je Luther preživel 6 let in dejal, da je teologija Martina Lutra velik izziv sodobnim teologom. Papež je med drugim povedal, da Lutru vprašanje o Bogu ni dalo miru. Vedno se je spraševal, kako naj doseže milostnega Boga. To je bila gonilna sila njegovega pastoralnega delovanja in teološkega raziskovanja. Nadvse pomembno in hvalevredno je bila odločitev, da bomo evangeličani Augsburške veroizpovedi, to se pravi luterani in katoličani, skupaj obhajali 500-letnico reformacije. Uvodno slavje, kot smo slišali, je bilo v ponedeljek 31. oktobra v Lundu na Švedskem, kjer je bila leta 1946 ustanovljena Svetovna luteranska zveza.
ki združuje okrog 140 deželnih cerkva v 78 državah in ima okoli 66 milijonov vernikov. V Lundu so se zbrali številni predstavniki te svetovne zveze. V Lund na Švedskem je ponedeljek preromal tudi papež Frančišek, ki se je udeležil ekumenskega srečanja in ekumenske molitve. Ker je evangeličanska cerkev v Sloveniji tudi članica Svetovne luteranske zveze, je razumljivo, da je na tem slavju bil navzoč naš gospod škof Geza Filo in nam je o tem pravkar tudi poročal. To srečanje je imelo zares močan zgodovinski pomen, ko so bili v molitvi zbrani luterani in katoličani na svetovni ravni. Danes pa doživljamo podoben zgodovinski dogodek, tako rečemo na deželni oziroma na državni ravni. Tako sta v Lundu škof Munip Jonan, predsednik Svetovne luteranske zveze v imenu luteranov in papež Frančišek v imenu katoličanov podpisala skupno izjavo, ki zagotavlja, da se mora ta bratski dialog nadaljevati v smeri vedno popolnejše edinosti. Oba predstojnika obžalujeta in vzajemno odpuščata vse spore, nasilja in nesoglasja iz preteklosti in obljubljata, da se to med brati iste vere ne sme nikoli več ponoviti. Katoličani in luterani smo poklicani, da v moči vere v Kristusa združenimi močmi v večji meri pričujemo za Kristusa v službi bratom in sestram, posebej tistim, ki so žrtve vojnih spopadov, terorizma, nasilja, naravnih nesreč in drugih težav v današnjem svetu. Naša medsebojna needinost, sovraštvo in nasprotovanje je v marsičem tudi pripomoglo k rastoči sekularizaciji ter k verski in moralni krizi v družini in družbi. Medsebojno razumevanje, zaupanje in sodelovanje naj bi pospeševale tudi dobrodelne ustanove obeh cerkva. Zato je bila podpisana tudi izjava o sodelovanju med Caritas Internationalis in med dobrodelnimi ustanovami Svetovne luteranske zveze. Naše današnje slavje navdihuje Jezusova prilika o trti in mladikah, kot smo pravkar slišali. Jezus zagotavlja, kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo sadu. Odločilna je torej naša zvestoba Jezusu Kristusu. Danes z veseljem in hvaležnostjo ugotavljamo, da so bili odnosi med evangeličansko cerkvijo v Sloveniji in med katoliško cerkvijo vedno, zlasti v času po drugem Vatikanskem koncilu, prijateljski in rodovitni. Posod, zlasti v mariborski nadškofiji in v soboški škofiji, bi lahko našteli veliko dogodkov, ki to dokazujejo. Sem sodijo zlasti molitvena in druga srečanja v tednu krščanske edinosti. Mladi so radi sodelovali na ekumenskih pogovorih v Prekmurju. Evangeličanski in katoliški duhovniki smo pripravili obrednik Ekumenska cerkvena poroka, ki je v veliko pomoč duhovnikom in novoporočencem. Pomembno poslanstvo imajo tudi ekumenski zbornik, evangeličanski koledar in stopinje, a vsega ni mogoče našteti. Dovolite, da se spomnim na dogodek, ki me je osebno zelo nagovoril. Bilo je leta 1965, v letu, v katerem se je zaključil drugi Vatikanski koncil. Bogoslovci smo v župniji svetega Cirila in Metoda v Ljubljani pripravili ekumensko srečanje v tednu krščanske edinosti. Predvideno je bilo, da so nastopili predstavniki katoliške, srbsko-pravoslavne in evangeličanske cerkve. Za predstavnikoma katoliške in srbsko-pravoslavne cerkve sta na ambon, kot tu sedaj, stopila predstavnika evangeličanske cerkve, takratni senior Aleksandar Kerčmar in duhovnik Vladimir Misl. S seboj sta razumljivo prinesla svetopismo. Prebrala sta odlomek: Bog pokliče Abrahama. Pojdi iz svoje dežele, deželo, ki ti jo pokažem. In Abraham je šel, kakor mu je naročil Gospod. Zaprla sta knjigo. Nastala je tišina. Na to komentar. Abraham je šel, kakor mu je zapovedal Gospod, čeprav ni vedel, kam gre. In takrat
Tudi danes velja nam. Bog nas kliče na pot popolnejše edinosti. Ne vemo, kaj nas čaka na tej poti, a vemo in to zelo jasno, da nas Gospod kliče, kakor je klical Abrahama. Zato pojdimo na to pot, v veri, ljubezni in zaupanju. Sestre in bratje v Jezusu Kristusu, preden bi izpovedali našo vero v trojedinega Boga v apostolski veroizpovedi in prebrali 5 skupnih zavez, ki naj nas resnično povežejo v bratsko-sestrsko skupnost, si morda vseeno prikličimo v spomin in razmislek še sledeče besede. Potrpi za vsem, kar v tebi še ni rešeno. Poskusi ljubiti vprašanja sama. Ne išči na silo vseh odgovorov, ki jih še ni moč dati, ker jih ne bi mogel živeti. Živi vprašanja zdaj. Morda boš potem zlagoma, ne da bi opazil, nekega daljnega dne zaživel odgovore. To naj nam da trojedini Bog. In zdaj vas vabim, da vsem vernim občestvom v naši lepi domovini, v Evropi in širom tega sveta, kot verni ljudje,
in vsi ljudje dobre volje izpovemo našo vero v apostolski veroizpovedi. Verujem v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje. Verujem v Jezusa Kristusa, Sina Božjega, edinorojenega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan. Šel je v smrtni kraj, na tretji dan je vstal od mrtvih, šel je v nebesa, tam sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od tam pride sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, sveto vesolno krščansko cerkev, občestvo svetih, odpuščanje grehov, vstajenje od mrtvih in večno življenje. Amen. Dragi bratje in sestre, naša ekumenska pot gre dalje. Pri tem bogoslužju smo se zavezali, da bomo storili vse, da bo naša skupnost rastla. 5 imperativov, zapisanih v dokumentu Od konflikta do skupnosti, nam bo pri tem vodilo. Naša prva zaveza. Katoličani in luterani naj vedno izhajajo iz perspektive edinosti in ne iz perspektive ločitve, da bi krepili to, kar imajo skupnega, tudi če je veliko lažje videti in doživljati razlike. Naša druga zaveza, luterani in katoličani se morajo stalno pustiti spreminjati s srečavanjem z drugimi in z medsebojnim pričevanjem vere. Naša tretja zaveza. Katoličani in luterani naj bi se ponovno zavezali, da bodo iskali vidno edinost. Skupno naj izdelajo konkretne korake in vedno znova naj stremijo k temu cilju. Naša četrta zaveza. Luterani in katoličani morajo skupaj ponovno odkriti moč evangelija Jezusa Kristusa za naš čas. Naša peta zaveza. Katoličani in luterani naj v oznanjevanju in služenju svetu skupaj pričujejo za Božjo milost. In zdaj, malce mimo protokola, ni najbolj bistveno to, koliko kamnov vržejo vate. Najbolj bistveno je to, kaj veš iz teh kamnov zgraditi.
zgradimo iz teh kamnov tudi vsi mi iskreno, resnično iskreno skupnost bratov in sestra, vseh ljudi, dobre volje širom tega sveta. V tem duhu bova z gospodom škofom Štumfom tudi midva zdajle prižgala najni svečki. Ekumensko zavzemanje za edinost cerkve ne koristi le cerkvi sami, temveč tudi svetu, da bo svet veroval. Za svet, za cerkev in vse potrebne prosimo. Na vsako prošnjo bomo odgovarjali s pritrdilnim odgovorom: Kristus usliši nas. Bog usmiljenja, v zgodovini se ohranja tvoja dobrota. Odpri srca vseh ljudi, da bodo našli tebe in tvojo usmiljenost, ki je večna. Kristus sliši nas. Kristus usliši nas. Bog miru, premakni to, česa se ne da premakniti, ovire, ki ločujejo, danosti, ki preprečujejo spravo. Prinesi mir v ta svet, posebej v Slovenijo, posebej vsake kotičke naše države. Naj razbito spet postane eno in pokaži nam svoje usmiljenje. Kristus sliši nas. Kristus usliši nas. Bog pravičnosti, zdravitelj in odrešenik, ozdravi vse, ki trpijo zaradi bolezni, revščine ali izobčenosti. Ponovno spostavi pravičnost za vse, ki trpijo prevlado zla. Vsem podari novo življenje in nam pokaži svoje usmiljenje. Kristus sliši nas. Kristus usliši nas. Bog, skala in pribežališče, varuj begunce, tiste brez doma in brez varnosti, vse zapuščene otroke. Pomagaj nam, da bomo vedno branili človeško dostojanstvo. Pokaži nam usmiljenje. Kristus usliši nas. Kristus usliši nas. Bog stvarnik, vse stvarstvo zdihuje v pričakovanju.
Ne dopusti, da ga izkoriščamo. Nauči nas, da bomo živeli v sožitju s tvojim stvarstvom. Pokaži nam usmiljenje. Kristus sliši nas. Kristus usliši nas. Bog usmiljenja, ukrepi in varuj vse, ki so preganjani zaradi svoje vere, in vse ljudi druge vere, ki trpijo zaradi preganjanja. Daj nam pogum, da bomo priznavali svojo vero. Tvoje usmiljenje traja večno. Kristus usliši nas. Kristus usliši nas. Bog življenja, ozdravi boleče spomine, spremeni vso samovšečnost, ravnodušnost in ignoranco, preji nas z duhom sprave. Naj se ozremo k tebi in drug k drugemu. Pokaži nam usmiljenje. Kristus sliši nas. Kristus usliši nas. Bog ljubezni, tvoj sin Jezus nam razodeva skrivnost ljubezni med nami. Okrepi edinost, ki jo ohranjaš celo v naši različnosti. Tvoja dobrota traja večno. Kristus usliši nas. Kristus usliši nas. Bog, ki nas ohranjaš in hraniš, privedi nas skupaj k evharistični mizi, spodbujaj našo skupnost, da bomo drug z drugim skupaj skupnost, ki bo temeljila v tvoji ljubezni. Tvoje usmiljenje traja večno. Kristus sliši nas. Kristus usliši nas. V zaupanju, da boš, o Bog, slišal naše prošnje za svet in za to, da so vsi kristjani v svojem pričevanju eno, molimo, kot nas je učil Jezus Kristus v Oče našu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor jih tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker tvoje je kraljestvo, moč in slava na vse veke. Amen. Za vse, kar Bog v nas in po nas stori, za vse, kar Bog stori brez nas, hvala tebi, Bog. Za vse, v katerih je Kristus živel pred nami, za vse, v katerih Kristus živi poleg nas. Za vse, kar nam prinaša njegov duh, za to, kamor nas njegov duh pošilja, od konflikta do skupnosti. Hvala tebi, Bog. Blagoslov Boga Očeta, Sina in Svetega Duha naj bo z vami in na vaši skupni poti, zdaj in na veke vekov. Amen. Samo
Na koncu bi se rad vsem, ki ste se udeležili tega našega bogoslužja, izrekel prisrčna hvala. Hkrati pa v imenu Evangeličanske cerkve v Sloveniji in Rimokatoliške cerkve v Sloveniji vabim vse povabljene goste v dvorano tukaj na levi, dvorano centra na kratko druženje.